Gledate Gorenjska poročila na GID TV. V soboto so na Stari Savi izpeljali tudi zaključno prireditev v sklopu izdelave celostne prometne strategije občine Jesenice. Na stojnicah in delavnicah so predstavili pomen trajnostne mobilnosti za razvoj kraja in nagradili sodelujoče v lani izvedeni anketi o prometu in javnih površinah v občini. Treba je povedati, da mi se mogli navaditi, da bo tudi drugo prevozno sredstvo pomembno za preko občino in pa tudi celotno Slovenijo. To je uporaba pešpoti, uporaba kolesarjev in pa predvsem uporaba tudi javnega potniškega prometa. Jožefov sejem vsako leto pritegne veliko pozornosti, tudi med ljubitelji teka. Na jubilejnem 10. pomladnem teku, ki je bil letos prvič vključen v serijo tekov UNESCO, se je pomerilo okoli 200 mladih iz osnovnih in srednjih šol Slovenije in čez 400 odraslih tekačev. Kot novost letos uvajamo tudi to, da je tek za otroke, za najmlajše netekmovalen. Vsi otroci prejmejo medaljo, kremno rezino in enkratno dogodivščino na tej prireditvi. Poleg tega prejmejo tudi obesak, tako da želimo poudarjati, da se je dobro ukvarjati s športom, ne pa toliko pri najmlajših tisto tekmovalnost. Največja preizkušnja ostaja pomladni tek na 10 km s tradicionalno traso in Stare Save do Hrušice in nazaj. Tam pa pridejo v poštev tudi tisti, ki so se na to pripravljali. Je nekakšen tekaški uvod v tekaško sezono. 10 km pričakujemo, da bodo tisti prvi tekači pretekli tam nekje v 33 minutah, tako da se že veselimo tega teka in dogodka. Že na petkovem odprtju sejma je nastopil pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora, v soboto je za prijetno vzdušje obiskovalcev poskrbel ansambel Zgornje Savci, v nedeljo pa ansambel Zarja.